V Mestni galeriji Ljubljana se predstavlja akademski slikar Jure Kalan za do sedaj najobsežnejšo razstavo, ki nosi naslov Drobci. Iz velikega opusa, ki ga je ustvaril v zadnjih 40 letih, je avtor izbral slikarska dela, to so olje na platno, seveda tista dela, ki nekako pokažejo razvoj njegovega slikarstva z poudarki seveda na figuri. Ob tem pa lahko sledimo še ostalim poudarkom likovne umetnosti, kot so dela v kamnu ali kiparska dela, dela v lesu, ki jih sam imenuje pastirske rezbarije oziroma skulptoslike, o katerih bomo še spregovorili, in pa seveda fotografije, ki mu dostikrat pomenijo izhodišče njegovega likovnega ustvarjanja in hkrati tudi neko vzporedno likovno zgodbo, ki jo te fotografije seveda predstavljajo. Tu so tudi grafike, kjer se čuti velik vpliv Franciska Goye, te miniaturne grafike, ki kažejo tudi njegovo precizno likovno oziroma risbo, ki jo zelo dobro krepi, in seveda tudi risbe, kjer pa dejansko pokaže virtuoznost v slikarski tehniki risbe, in seveda risba je na nek način osnova likovne umetnosti, osnova slikarstva, tudi kiparstva, in predstavlja pravzaprav izhodišče, iz katerega potem nastanejo večje likovne zgodbe, večji motivi, večje vsebine. In če pogledamo vsebine, jasno v ospredje prihaja figura in še ožje figura iz domačega okolja. Če v prvem svojem ustvarjalnem fazi ali ciklu se ukvarjal z figurami, ki se jih je izmišljeval, s podobami ljudi, ki jih je srečeval naključno, se je v nekem obdobju odločil, da bo v središče svojega ustvarjanja postavil figure, ki so mu blizu, torej družina, prijatelji, znanci, ki se zbirajo v nekem krogu, velikokrat pri njemu doma, in iz tega torej nastajajo novi motivi, nove likovne zgodbe, nove vsebine. Kaj je značilno za Kalanovo figuro? Skozi nek razvoj je mogoče v prvi fazi kolorit nekoliko manjši, to da s časoma se stopnjuje, in seveda figura pridobiva ali poudarke na ekspresivnosti, na rahlih odmikih od neke logičnosti z večjimi poudarki črnine, obrobe črnine, in pa seveda z značilnimi kalanovskimi v navednicah pogledi, torej od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor, ali pa približevanje figuri v prvi plan. Tako da izstopi nek obraz, izstopi nek del telesa, prekrije nek obraz, mogoče neki logiki, kjer pa se vseeno prepleta perspektiva s poudarki na neki centralni organiziranosti likovne podobe in pa diagonalni poudarki v prostor, kjer lahko čutimo baročne vplive nekega Velázqueza, ki je gotovo vplival na njegovo likovno umetnost. Če smo že pri vplivih, je jasno tudi modernizem izostril njegovo razumevanje podobe, torej da se z nekim motivom zelo intenzivno ukvarjaš desetletja, ga krepiš, iz njega organiziraš neko svojo avtorsko poetiko in s tem ustvarjaš lastno poetiko, torej likovno zgodbo, ki je zelo prepoznavna. In Jure Kalan je seveda zelo prepoznaven kot avtor figure, kot avtor z močnim koloritom in avtor s temi zgoščenimi pripovedmi, ki se zelo približuje dramatičnosti. Tako da včasih imamo občutek, ko gledamo te prizore, kot da bi gledali neko odrsko dogajanje. Oder je tako zamejen z treh prostorov, samo središče gledamo, centralni del gledamo, in to je dejansko tudi slika. In v ozadju se dogaja polno nekih pripovedi ali pa vpliv filma, kot da bi gledali nek kader, nek insert filma, v katerega lahko vstopijo zunanje figure ali pa zunanje osebe na najrazličnejše načine. Seveda v njegovi likovni zgodbi izstopajo tudi živali, ki pomenijo ali pa so v družini zelo velik segment, tako čustven, tako simboličen in seveda tudi pripoveden. Živali, psi, ki so v prvem planu, sploh v zadnjem obdobju izstopajoči, in pa tudi pujsa, ki jim je v družini seveda veliko pomenila in tudi likovno je bila zanimiva in jo je avtor dostikrat upodobil. Če gremo še mogoče globje v analizo njegovega dela, se čutijo različni vplivi, naprimer poudarki na komičnosti, poudarki na raznih odstopanjih, kjer se približujemo karikaturi, in seveda tudi strip, ki je bil avtorju zelo blizu, se je v svojem prvi fazi razvoja ali pa razmišljanja se hotel ukvarjati s stripom, kasneje ugotovil, da je strip mogoče zelo specifičen, tudi zamuden, in se je potem več in močneje posvetil izključno slikarstvu. In dejansko je to res čista slikarska razstava z oljem na platno, kjer lahko vidimo, kako avtor natančno razumeva medsebojne odnose figur, ki izražajo vedno čustvene značilnosti,
prepoznavne značilnosti, da se jih lahko določi in pa hkrati neko kombinacijo neke pripovedi, ki je dostikrat povezana, da se slišimo in čutimo te ljudi v prostoru in se seveda lahko potopimo v sliko na najrazličnejše načine. Mogoče zanimivo to, da sledimo neke vrste dnevniku, večletnem dnevniku zapisa ljudi, ki ga obkrožajo in hkrati lahko sledimo nekih razmerjih, nekih odnosih ljudi, ki so nam zelo znani in hkrati niso naši in vendar, ko gledamo, se nam zdi, da so to zadeve, ki jih tudi sami lahko doživljamo doma. Mogoče je zato toliko obiska, ker se ljudje lahko poistovetijo z družinami, z družino, z krogom svojih prijateljev in hkrati vidijo, kako je lahko preprosta likovna ali pa preprosta motivna pripoved, preprosta vsebina, domača vsebina, zelo bogata v likovni zgodbi, v likovni pripovedi in pa v virtuoznosti čopiča, virtuoznosti risbe in virtuoznosti razmerij z močnimi poudarki na kompoziciji, kjer je Kalan res, po moje, eden boljših slovenskih avtorjev, inovativen in predstavlja se v tem trenutku nekoliko energijo, moč sodobne slovenske likovne umetnosti. Je pa Kalan tudi mojster pogleda na neko pokrajino. Imamo serijo mostov, kjer še bolj izstopi ta barvna paleta nežnih barvnih prehodov, tonov, svetljenja ali temnenja, nekega recimo impresionističnega pogleda na trenutek, ki ga upodobi most, voda, narava, pes, ki je ponavadi upodobljen. Seveda most je nekoliko izmaknjen ali premaknjen iz realnosti, ponavadi je neka krožna forma, ki še bolj podkrepi preciznost kompozicije ali pa neke nove kompozicije in s tem odstopi od realnosti, hkrati pa ustvarja nek imaginaren, domišljijski in recimo avtorsko močan prostor. No, če smo omenjali, da je velik del razstave figura, družina, znanci, prijatelji, je potrebno pomeniti še dve stvari. To so gotovo lesene stvaritve, se pravi ta tako imenovana pastirska rezbarija, kjer pa izstopi ali pa odstopi od neke realističnosti ali pa prepoznavnosti in vstopi veliko domišljije. Tukaj se avtor prepusti pravljičnosti, domišljijskosti, fantazijskosti, nastajajo figure, ki so še bolj komične, še bolj mogoče groteskne na nek način in ustvarjajo neko, skoraj bi rekel, seveda z povezavo z ljudsko tradicijo, slovensko ali pa širšo, ustvarjajo neko domišljijskost, neko domišljijsko raven, ki se lahko gledalcu na poseben način približa. Avtor je seveda na razstavi poskusil prikazati vse postaje svojega ustvarjanja, zato imamo tudi serijo kiparskih izdelkov ali del v kamnu, ki so nastali v 90-ih letih, 95-96. Gre za kiparska dela ali pa kamne, ki jih je nabral ob Savi, torej gre ta savski prodnik, kamen in v njega je nekako upodobil ali pa se je lotil obrazov, domišljijskih obrazov, ki so lahko groteskni, so zabavni, komični, spet domišljijski, hkrati pa je uporabil naravno obliko kamna in iz njega samo potegnil nek obraz, neko zgodbo, ki jo je kamen v sebi nosil, bi lahko rekli, avtor je pa samo iz njega izvlekel. Tako da je tudi to področje vidno, se pravi, res gre za zelo širokega ustvarjalca z vsemi polji sodobne likovne umetnosti, ki nekako v celoti pokažejo, kaj ga zanima, kakšen je in do kje seže njegova avtorska moč.